Takole, naslednja moja sogovornica je Jasna Škorjanec, s katero bova spregovorila na temo aktivne politike zaposlovanja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje nudi številne storitve, ki pomagajo brezposelnim osebam izboljšati njihove kompetence in veščine ter tako povečati njihove možnosti za zaposlitev. Jasna, pozdravljena. Pozdravljeni. Ali iskalci zaposlitve prijavljeni pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje lahko izboljšajo zaposlitvene možnosti z udeležbo na tečajih? In kateri so ti tečaji? Seveda, svoje veščine, spretnosti lahko izboljšajo z raznimi tečaji, delavnicami in dodatnimi izobraževanji. Preko neformalnih izobraževanj in usposabljanj nudimo preko 100 različnih programov, tečajev. Vsi so objavljeni na spletni strani zavoda, kjer lahko tudi več informacij udeleženci dobijo. Prav tako se lahko obrnejo na svoje karierne svetovalce in direktno pri njih dobijo te informacije. Kateri so ti tečaji? Katerega bi mogoče izpostavili? Različni računalniški tečaji, mogoče Excel, osnovni, napredni, vodja projektov, varnostnik, z različnih področij. Računalniški, jezikovni, tehniški, različni poklicni tečaji. Nabor je res velik, zato je težko izpostaviti. Najbolj priljubljeni pa so seveda tečaji za pridobitev digitalnih spretnosti v zadnjih časih in tudi mogoče kakšni tečaji za pridobitev vozniških dovoljenj, jezikovni tečaji. In zavod to vse omogoča. Kdo se lahko vključi v programe neformalnega izobraževanja? Kakšni so pogoji za vključitev? V te programe se lahko vključijo brezposelne osebe, vpisani v našo evidenco brezposelnih oseb, prav tako pa iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. Ti dve ciljni skupini sta, ne glede na trajanje vpisa, ni nobenih drugih omejitev. In se tako ljudje okrepčajo z novimi kompetencami in lažje vstopijo na trg dela. Točno tako. Je možnost tudi pridobitve stopnje izobrazbe? Ne, ti tečaji ne pomenijo pridobitev stopnje izobrazbe, samo pridobitev dodatnih kvalifikacij, veščin in spretnosti. Brezposelne osebe se srečujejo tudi z težjo finančno situacijo. Ali se povrnejo kakršnikoli stroški z udeležbo na usposabljanjih? Ja, brezposelne osebe, ki se vključijo v tečaje, dobijo povrnjen dodatek za prevoz. To niso povrnjeni dejanski prevozni stroški, ampak je dodatek za prevoz, ki pomeni 0,23 centov za vsak prevožen kilometer od kraja bivanja do kraja izvajanja delavnice, tečaja oziroma programa in dobijo tudi za vse tečaje, delavnice, programe, ki trajajo več kot 100 ur, dodatek za aktivnost, ki je €50 za vsako uro prisotnosti. Tako da je malo lažje. Malo lažje je, ja. Kako se pa izvajajo ti programi? Je možnost tudi nadaljavo se udeležiti kakšnega izobraževanja, usposabljanja? Ti tečaji so vedno bolj pogosto izvajajo tudi v spletni obliki. Je možno, nabor ni sicer tako širok kot pri klasični izvedbi, vendar je vedno večji, predvsem jezikovni tečaji in tečaji za pridobitev digitalnih spretnosti so vedno bolj zastopani. Drugi tečaji, ki pa zahtevajo tehnično znanje, se pa še izvajajo v klasični obliki predvsem. Zdaj za na konec, če bi mogoče izpostavile nekaj točk, kaj pridobijo udeleženci neformalnih programov izobraževanja in usposabljanja? Kaj je tisto, kar bi izpostavili, Jasna? Prvo bi izpostavila, seveda pridobijo nove veščine, znanja, kompetence, ki jim pridejo zelo prav, dobijo neko novo
prepoznavnost pri delodajalcih, ker te veščine so predvsem iskane na trgu dela. Trenutno se delodajalci soočajo predvsem s situacijo, ko primanjkuje kadra, predvsem kadra z določenimi veščinami, ki jih udeleženci pridobijo v naših tečajih. Vse so tečaji namenjeni predvsem ljudem, ki imajo poklice, za katera trenutno ni iskanja oziroma delovnih mest na trgu dela. Predvsem pa tudi mogoče kako dodatno znanstvo, dodatno izkušnjo, ki jim pride zelo prav. In v tem prehodnem obdobju ostanejo aktivni, a ne? Ja, to je pa najbolj pomembno, ostati aktiven. Ja. Jasna, najlepša vam hvala za ta pogovor in vse dobro želim. Hvala tudi vam.